Ja, to pa. A vidi smeh? Smisel so mi hlače počle. Tak smeh. Čigav joke je tole zdaj? Kdo je odgovoren za to? Kdo je odgovoren za to? Hana, ostan. Hana Stupica. Dajem svoje. Hvala lepa za to prijetno popestritev. Bil sem caught off guard. Zato bi rad kar začel skladba, ki smo jo slišali, Zadok the Priest. Handel jo je napisal leta 1727 za kronanje Georgea II. Tekst njen pa gre: Zadok the Priest and Nathan the Prophet anointed Solomon king. Kar je v bistvu metafora za opazovalnico, ki je the king of the podcast realm. Ne. Tako da, zdaj pa je čas za prvi glasbeni predah. Na vrsti je Štikljc Ludviga van Beethovna, ki je bil zelo zaljubljen, ko ga je napisal. Gre za sonato v mesečini. Prisluhnimo, kako je ženske Kje je bil Kanye? Beethoven je bil Kanye 19. stoletja, 18. stoletja. Poglejmo, kakšen pristop je imel Beethoven. Aha, je. Jaz se opravičujem. Koliko cajt? A lahko zdaj? Ne? Okay. Sonata v mesečini. Kaj vemo o dekletu, za katerega je Beethoven tole napisal? Ne veliko. Obstaja pa pismo Nesmrtni ljubljeni, ki ga je Beethoven napisal. Varstvo podatkov 1800, no worky, GPRS, GDPR, Ja. LGBT, please, if anything. Ja, kaj pravi? There are moments when I find that speech is nothing at all. Je valjda čez gluh. Dobro je imel Snapchata, kaj bi pol ostal za njem? Okay. Beethoven dosti dick piki. Dej raš simfonijo napiš. Raš napiš simfonijo, bomo imeli več od tega. Okay. Gluh, a trd. Boljš kot Van Gogh, brez ušesa. Brez ušesa, pa trd. Ja. Živa opazovalnica, zdaj pa res. Je to živa opazovalnica iz kinoteke, live? Ne, to je zgodba o uspehu. Po 60 epizodah. Ne, hočem narediti dobro. Rad bi rekel, da imamo nek scenosled. Vse, kar piše, je Handel, Zadok the Priest, muzika plus prihod na oder. Ja, no, v enem momentu piše tudi, Anže dobi stvar v roke na licu mesta, which is risky. Kaj boš dobil na roke? Okay, zdaj, kakorkoli že, status kulta. Kulta v redu je. So različne stvari v zgodovini človeštva dosegle v različnem času. Tako je vedno, drugač. To ni... Čarobna piščal, Mozart, 150 let, da je človek rekel, to je pa kult. Bohemian Rhapsody. Ja, ni šla lih iz studija na charts, ne? Po moje. Ne, vse so lepo odpeli vse, sam traja čas. Okay. Opazovalnica live, kult še prednje on, which is good. Povej admin. Ja, sem znal. A jaz admin zdaj povem? Ja. Jaz admin. Jaz povedal admin. Admin, ta podcast ni zastonj za vse, ki ste tukaj, zato Anže, prosim, da se danes malo zbereš, ker tole pa... Danes pa ne bo šlo tako kot doma, ko sva pri tebi, ko snemava, ko se zgra... Kaj je rekel nekdo? Ja. Ne. Ta podcast je zastonj za tiste, ki tole poslušate doma in se tepete po glav, zakaj nisem podpornik, da bi bil tukaj. Za vse vas tukaj pa podcast ni zastonj, ampak ni problema, boste dobili denar nazaj, če bo... Ne to obljubljati. Ne. Če bo šlo kaj narobe. Ker stane, da ne, tudi če gre kaj narobe. Ne. Prav.
Okay. Jaz se- Ne obljubljati stvari. Pismo pripravil, Ne. my life, my all, my love. V glavnem, jaz bi samo eno stvar povedal. Že spet izpustil pričakovanja, ker to je res, to je snemanje podcasta. Mi dva nisva, to vsa pozabila v zadnji epizodi povedati. To ni tako, da zdaj smo mi da full show pripravila. Tak, mala neke liste, ampak to jaz imam tudi lekaj dol klet, to nič ne pomeni. Tako da res to bo zgledalo tako več ali manj, kot zgleda, ko sva pri meni doma in se on slači. Kar si by the way obljubil. Je res, a ste v zadnji epizodi, da boš... Zakaj moški dela jej? Ja, tako da lahko s tem začnemo, saj močna ramena, kaj moja Ne, polna Anže. ramena. Ne, Anže zelo rad pravi, under promise, over Over-deliver, ja. Ja, kdo je to rekel? še spet Steve Jobs. In kje je zdaj? Ja. Joke, humor, črn, za vmes, za presekati. Pokaži ramena. Kaj sem hotel? Pokaži ramena. Obljubil si, da boš kazal polna ramena. Ne moram se adute Pokaži porabiti takoj. ramena. Kasnej. Ne moram adute vse. Hočem Okay. reči, under promise, over deliver, to je ena stvar, na katero jaz ne bi presegel. Predstavljaj si v slaščičarni, si zaželiš sahar, rečeš, dajte mi prinesti sahar torto, reče kelner, v redu, bom prinesel saharco, en kos za vas, prinese saharco, pa še tle en krem brule. Ne, Ne, rabim saharca krem je. brule, saharco rabim. Kaj smo mi v tej metafori? Kaj? Ja, Under midva sva promise, se- over deliver. midva sva Ne, Jaz sem se v tale expression zdaj poglobil. Ja. Under promise, over deliver. Ne? Razumem, ampak kaj hočeš? Hočem reči, da to ne deluje. Jaz Aha. rečem over promise, over deliver, Se pravi, ja. če že kaj. Da ljudje plačajo in pol tole dobijo. Tole kaj? Ne vem. No, čas je za... Lej, Prej mi je rekel, to je drugače že to. Naprej so začeli. posnet. Ajde. Naprej so začeli reči, da to živčen se ni bil. Zato, ker pač, ko imate predstave, kaj si že rekel? Kao, Ne, da, point je to, da jaz brez vsebine še nisem šel na oder, kljub temu, da je to veliko zgled, če je bil do na mojih nastopih. ja, je rekel, kaj z Bižovičarjem, ne, z Bižovičarjem Ja, ne, predstavo. pa- Jaz ne, točno ne vem, on bo to rekel, jaz bom to rekel, ne. Kle so pa sam prišla. Hočem reči, da sem vajen pred predstavo, da imam v glavu, ne, aha, to je moj tekst, to moram reči, to moram zaigrati, tisto moram mišice pokazati, karkoli, sklece delati, neki. In danes pač pridem tle in je snemanje opazovalnice live, ne, in teksta pa ni, ne, zato pa sem pa tole sprintal pismo. Ampak A greva lahko zdaj na redno rubriko? Zdaj pa zdajmo začeti za res. Ja. A je čas že za nov glasben predah? A je? Ne, admin. To je že bilo. V redu. Za muska. Ne, Ne potem bo. pa kar. A greva? A jaz sem Zdaj pa za res. Zdaj je bilo ful dobro, ker unika poslušate redno, veste, da nam ljudje dajo ocene v Apple Podcasts. Ne? In do zdaj jih je bilo ful. Od zadnje epizode. V bistvu smo zadnjih par oddaj skonstruirala iz reviewjev. Pa iz Ja. ocen. Od zadnje oddaje je bila pa ena. Hvala. Zdaj bo to A naredila. bi kdo zdaj dal? A kdo zdaj dal ceno? Če me kdo, zdaj bom prebral. Ja, daj pa preberi, Subject daj. line je bolanija, kar jaz spoštujem. Ja, Je 5 zvezdic, tako 5 da se zvezdic. ni treba bati. Valjda. Poj pa napisal je pa slovenski Godler. To nisem jaz napisal. Se ti nisi slovenski Godler, mislim, da je to. Hočem reči, da nisem tega jaz napisal. No, da Okay. ne bo, Se je zelo kratka, da super podcast, smeh zagotovljen, Anže in Johan English sedita 5. Aha, to je. To je bila šala iz Salzburga za Johnnyja Englisha. Sklepam. Okay. A ja, ne poznam Ne, te šale. Johan English? Johan English. Ni to Johnny English v A nemščini. ja, sem jaz nisem Johan. Georg, if anything. Zakaj si pa Georg? Jure, Georg. Kaj? George. George je Juri. Ne, ni. Ja, je. Juri je Juri. Ne. Ja. Večji smeh. George George je Juri. Ja. Je George Juri ali ni? Thank you. Okay. Nekaj po neki logiki Anže pa je kao Ivan in Janez. Anže. Ja. Jaz mislim, res, to mi je enkrat rekel, da to, ker pač Anže nekako si Janez na koncu. Ja, se to se vidi. Ne, to se čuti.
Ne, to so neke, baje te godi, jaz ne vem, kdaj imam god, ampak baje, da je to nekega Janeza. Mešanca med osebami. Ne, kaj? Karakterne. Ti si konglomerat. Česa? Janeza pa Ivana. Ti si pa Georg. Jaz sem Georg. Georg Friedrich Händel. Mislim, to so imena. A to bi rad bil? Ne, to so zveneča imena. Kanye. Kanye. Ja. Kanye. Prej sem ukazal komad. Kanye na klavir igra. Na klavir igra, ne? Runaway je komad. Kdo pozna Runaway od Kanyeta? Sem vedel, da ne poznal. Vedel sem, že je rekel, boš to zaigral. Boš to zaigral, boš to. Sem rekel, ok, sem se ga naučil, sem se ga zvadil. Ne, res. Res ne. Rekel, bom jaz rekel, bova naredila komad, bo rekel, a kdo pozna ta komad, in bo vsi vstali, rekli, ja, in boš šel ti in boš igral. Ok, glasbena točka odpade. Torej. Za enkrat. Odloči se, ali ramena ali pa muska. Dobro, zdaj pa zares. Admin. Smo že. Zdaj greva naprej. Zdaj pa Opa Help poznate. To je ta najna rubrika. Zdaj imamo, v bistvu je tako narejen, da. Zdaj bom prebral eno vprašanje, ki se mi je zdelo dosti vredno, da se odgovori na njega, ki je dejansko iz interneta. Pol bomo mi dva imela glavno temo v tokrat, ki smo se pripravila. On se je nekje napisal. Potem bomo imeli pa po glavni temi dejansko, prosim, ne biti weird. Vprašanje iz publike. Kar pomeni, da imamo še en mikrofon obstaja. Pa še eno stvar bomo razrešili, eno stvar, ki se nama vleče že nekaj cajta. Ker nekaj pa boste vi razsodili kot neka arbitražno sodišče. Kot neke sorte arbitražno sodišče. Ja? Ste za? Sprašujem njih, pa tebe gledam. Ne vem, kaj delaš. V glavnem, malo razmislite o vprašanjih, pa please ne biti weird. Ker bomo dala ljudem mikrofon v roke. Tak je plan. Okay, zdaj pa ta vprašanje, ki se mi je zdel dosti ležit, pa je že spet prišel. Povej, da odgovorimo na ta vprašanje. Ja, napisal ga je pa Afna Ramotaljaš in je pač vprašal na Twitterju, katero spalno masko za preko oči bi priporočal. Prosim za nekaj klasičnega in gospodskega. It needs to be exquisite. Ja. Jaz to sam zato omenjam, da bi čim večkrat bi omenil na njegovo spalno srajco. Čakaj, ne sprašuje za spalno srajco, sprašuje za čez oči. Ja, jaz moram reči, da je še najbolj efektiven on, ki ga dobiš na Lufthansi, na letalu. Ne, resno, ker najbolj zakrije. Ker jaz nisem še imel nisem pa fan tistega načičkanga, se nismo v baroku, come on, chill. Kakšen je pa ta od Lufthansa? Ja, od Lufthansa je kakšen je pa ta iz Lufthansa? A si letel kdaj z letalom? Vsi vemo, da one sage. Ne morem sedeti, moje noge. Ker sem nadpovprečno visok. Ja. No in tam, če letiš čez oceanski let, dobiš spalno masko. V kouču ne. Kako se kouč po slovenski reče, ko v zadnji sediš? Ekonomski razred, v ekonomskem razredu ne dobiš nič. V vseh razredih dobiš. Dobiš v vseh razredih. Če letiš v Ameriko, dobiš. Jaz sem letel v Ameriko, nisem tega dobil. Pa nisi tega dobil? Ja, s čim si poletel? Air Traktor? Ali s čim? Kaj je bilo to? Ne. Letel sem z... Air Seminar na Ljubljano. Letel sem z Unitedom. S čim? United Airlines. Ja, te moraš pa vse plačati. A Lufthansa pa vse da. Lufthansa vse da, zato pa kar... Pa jih bolj kradeš za domov. To smeš vzeti. Kdo pa dal z bakterijami od nekoga drugega na glavo? Yeah. A dal kaj na glavo, kar je nekdo drug imel že na glavo v lifeu? Ni zdal. Sem slušalke. Slušalke, čigave? Ja, na šihtu. Ogabno. No, kakorkoli. Drugače, ki jih pri meni imaš na glavi, je imel že tudi doj drug na glavi. No, ja. Jaz nimam Jure Godler slušalk doma. To hočem povedati. No, ok. Ja. Ampak... Ne, res, če nisi... Ti si samo zate, tam še kdo drug pride. No, pa se imaš ugledne goste, se ne vlečeš klošarjev v... Se pride pižama, boki, trudem se. Joco. Ja. A za Joco tam hočeš imeti stvari? Pa se je lep urejen negovan. Večina časa. No, kako? Ja. Se pravi od Lufthansa. Od Lufthansa, ker imajo ob stran, imajo takole, da ko nastane ta luknja, ne, se pravi ta dead spot pri spalnih očalih oziroma pri spalni maski. Kaj?
Ja, ko ležiš na hrbtu, ne, in sonce udira z vseh strani, spati ne pusti, in pol imaš ta Začel rimati. kan je, ki je mal privzdignjen, razumeš? Ja, In tam ti svetloba uhaja noter. ja. Adijo, spanec. a Veš? Ja. No, in Lufthansa imajo odspod, tako da jih lahko raztegneš, oziroma spodne strani daš mal ven in ti tole zakrije. Zelo podobno kot smučarska očala, ki imajo tle ob stran tistne, Ja. pa tako zgori, da lahko kvalitetno smučaš. Ski high. Joke. Skihajl, ne vem, kaj pomeni. Nekaj sem poslal razglednico iz smučanja, pa sem napisal ski high, a ne, ski high, zig high. A ja, ok. Ne res, mislim, super, da bi mogel naci referenc takoj dobiti. To je, ja. Ja, pač- Mi je pa dejansko Godler je smučal in sem dober razgledanca, ker je to presežen, da je res, ker vem, da to, tega mi nekaj nisi to meni je povedal. dosti, ja, Tega mi danes nisi sem jo povedal. dobil, dejansko je danes prišla. Bil si pa kje? Grödental, to je Val Gardena, no, kaj je tam tisto, Dolomiti italijanski. To je, kaj je to? Ne vem. To je, Ne. vi, ki ne vidite ne, njegovih izrazov, ki snemava, to je izraz, ki ga že največkrat med snemanjem naredi, ki jaz nekaj povem, ampak to res nekaj v dobri veri povem, ne rečem, kaj si razcapan, ampak povem, nekaj lepega povem, ne vem, Val rečem, Gardena. a veš kaj, doma sem si pa, ne vem, zdaj imam BBC, lahko snemam, da če kaj zamudim, da to, in on, kaj je Ja. to? In kako je bilo v Val Gardeni? Ja, mrzlo. Mrzlo. Si se nasmučal? Ja. Ja. A smučaš ali borda? To ni vprašanje. Jo, ne mi zborno, kam potovku vse z bordom enega lepega dneva. Pederajsanje po unem. Mej smuči, pa smuči, kot blodek, ali pa ne smuči. Jaz sem bil neki pa tam. Blodek je, a ni skakalenca je blodek. Blodkova skakalnica, ja, ampak ima še zmer dve smuči. Ne glede na to, To je kaj res, dela z njej. tu še. A si videl blodka na bordu? Skoč blodek. Sam ne vem, kako so špognal. Kaj imaš pa klen za opremo? To se pa nikoli nismo pogovarjali. Kaj pa pri smučanju? Je kaj ekstra? ali- Opremo za smučanje. Ja. Zdaj kar vesel, ko bo lahko povedal že spet. Kaj ima grb kraljeve družine? Ja. Te vezi je pa princesa. Nima nič. Ja. Princesa je rekel. Ne, to pa ne bi imel vintage. No, pa A varnost pol pride enkrat upoštev. se vintage sploh ne obstaja. Ja, kaj pa imaš Pač pa? klasi ali pa nekaj športno, ki mora biti trpežno. Ja. Nekaj, kar za glavo. Želeno Ne? strajca. Torej. Kot? Kaj? Kot želeno srajca. Ja, no kaj imaš? Ne, pač opremo, ne, kvalitetno. Čeprav na čeladi noter še zmer piše, ne, Ti imaš čelado. ja, to pa moraš imeti. Varnost na prvem mestu, safety first. Kako pa ti me že izgledaš? poznaš. A obstaja Jaz I slika play it tebe? safe. Obstaja slika tebe v čeladi? Ja, Okej. smučarski čeladi, samo moram dati razvit najprej. Sem mal sliko in to. No, hočem reči, S čim pa? Z lajko? ja, To s... Ja. A bi povedal, kaj je v lajki? Ne, ne če bom, ne povedal, ja. ker nočem več tega izraza od tebe imeti. Sem kaj pomeni kvalitetno oprema, res me zanima. Ja. Saj smučke povej, ker ljudi to, veš, to je kos opreme, ki je zelo osebne narave. Vsak nekaj- Atomik? A ti imaš tudi smuči Atomik? Ne, Anže Tomič. A ja, Ja. ja, jaz mislim, da to je to. Jaz dejansko, če bi še smučal, zdaj ne več, ker imam kolena iz želeja narejenega, ampak če bi še smučal, bi hotel imeti raje Atomik smučke. Sam z to bi piko naredil, pa Mehiča. Ja. Sam zaradi tega. Nomad, Atomik nomad. Kdo smučar? Se spozna, kdo nas smuči? Atomik nomad. A kdo ve, kaj so Atomik A nomad? da niso dobre. Meni so pa rekli, da je to tako all around, kot jaz. Mislim, kot jaz, no. All around player. Smo ga videli tle, smo ga videli tam. Ja. Tam je plesal, tam je špilil, tam je bil car. All around player. Okay. A gremo na glavno temo? A še moram kaj povedati? Ne. Dobro. Jaz še zdaj ne vem, kaj si pred Lufthansa govoril. Ja, ne, ja, točno je valjda. Ja. Pač Lufthansa očala so najbolj kvalitetna, najbolj zakrijejo. Lahko imaš pa stylish, ne, sem mislim, da nobena od teh firm,
ki smo jih pač že omenili v opazovalnici, ne izdeluje tega več. Celo za te firme je nekaj postalo. Ja, po mojem je več dizajnerske od kakšnih teh. Ker Marelas, ne? Kaj? Marelas flaša noter je pa legit business proposition. Človek je žejen. Čipk na spalni maski pa ne rabiš lih. Ne? Okay. Ja, koliko dežnikov imaš v avtu? Trenutno 2. Zakaj? Ja, zakaj? Prej sem ga pelal, pa je bil začuden. Zakaj imaš pa 2? Sem rekel, en je prišel z avtom. Se pravi, Peugeot. Ne. Peugeot dežnik imaš? Ne, nimam Peugeot dežnik. Ampak ne bom pa govoril, ne, te izzivanja tvoja, kaj vozim pa to. Kaj bi pa rekli, Jaz sem tih. Kar zapleti se, ne vem, kaj je to. Ne vozim Peugeota in to je to. Preberem še krat Beethoven. Nočeš pa povedati, kaj voziš. Okay? Ja, ne bom govoril, kaj vozim. Sam Peugeota ne vozim. To je pa enkrat ena. Ugani, rebus. Ne, ok, gledaj na glavno temo, ki si jo dejansko... A še kakšno vprašanje? Ni četa. Ok. Ja. Zdaj pa glavna tema, ne, je pa zelo povezana z pismom, ki sem ga prebral. We shall probably soon meet. Even today I cannot communicate my remarks to you. Beethoven. V glavnem, glavna tema je povezana z ljubeznijo. Vse smo že govorila, roko, ono, drugo, tretje. Vedno sva bila na nož, vedno... Ja, roko. To je na eni strani spektra, je roko si Fredi. In zdaj sva prišla do... Ne, se pravim, zmer sva na nož. Ja. Zmer sva tist, ne vem, a bi čokolado, a veš, zmer ta najbolj, a veš, a bi... Ne, to... Parfum sem mislil. Sem mislil. To je pa zdaj idiotsko. Nekaj taj, da smo vas držala, v resnici. To je bilo pa zdaj idiotsko, priznam. Ja, okay. To je bilo pa zdaj idiotsko. Hočem povedati, zmer predlagam najbolj. Valjda drog ne bo, to si ve. Tudi šampanca ne bo, jaz si to zdaj rad povedal. Nič ni... Zakaj ne? Zakaj ne? Jaz cel cajt govorim, da ne bo nič. Ne, jaz cel cajt. Ti si začel obljubljati, valjda bomo najdel sponzorja. Ne. Ja, a ni? Ne, nič ni šlo naprej. On sam reče stvari, mi bomo to uživo in pa moram jaz to vendati. Ni razmislega kle. Ne vem, pol ljudi, dobro sta to, šampancom, valjda bo... Ne. To je edini beli prah, to ni, ne. Hočem reči, zmer sva na nož, ne. Ja, zdaj pa ljubezen. To sem rekel parfum, ne. Ja. Smo pač ostri parfumi, ki tebi niso všeč. Ja. Nobenemu niso všeč. Da bi se pa lotila ene teme, tako bi rekel poslušalcem, tudi otroci so danes z nami, tako da obnaši se. Tema ljubezen. Kdaj si bil prvič zaljubljen? To je stvar, ki je nisva nikoli obdelala. Kako gledaš na to temo, na to tematiko, pa ne spet o roko tu? Kaj to pomeni? Kdo je bil v roko ta zaljubljen? Kaj? Zaljubljen, what? Če si rekel, kva? Ti si rekel, da je treba ljubezni, pa ne roko. A ja, sam ne kot temo. Ja, kot nedolžno. Jaz mislim, da si glikar izdal, da prvi si bil zaljubljen v rokota. Ja, ne vem. Jaz sem rekel, ne mi z rokotom spet. A ja, ok, da jaz ne. Okay. Ja. Kaj si bil pa ti zaljubljen? Ja, ne, sem najprej tebe vprašal. A mene moš vprašati? Ja, tebe sem vprašal. A zdaj ustvarjalo človeka. Vem, ljubezen je široko pojem. Koliko giga je imel ta telefon? Pa koliko dobro lečo. Kvečela tipkovnica, vrmen, ampak, ja. Tipkovnico zbil zaljubljen. Ne, jaz sem bil zaljubljen, ne vem, v vrtcu, po moje. V vrtcu? Ja, tiskam beno ne poveš, sklepam. A res? Ja. Ne me hecat. A to je prehiter. V vrtcu? Ja. Ti zmer meni govoriš, da mi preveč libido dela. Čak, kaj imaš ti pod ljubezen? Kaj imaš ti? A ja, ti imaš to ločen. Ti imaš to separate. Ti pa ne, očitno ne vem. In še čakaš, da boš srečal nekaj drug del, da boš se združil, da boš celovita osebnost. Ja. Ne, a res povej, kdo je to bila punčka? Je imela lepo dekco? Če je bilo v vrtcu?
vprašam. Mišljena je bila dekca. Dekca. Okej. Ja, valjda je bila mišljena Ne vem. dekca. Ne vem. Kaj? Ne vem. In povej, kako se je razpletlo, kako se je nadaljevalo. Ne vem, mislim, da so Povej nam. kao hodila sva, Ne, kar pomeni, da zdaj pa midva hodva. ne. In pol so enkrat mi je rekli, da midva ne hodva več. In to je bilo to. Je bilo to. Jaz sem zelo mal pri tem, če sem čisto iskren. Mi je bila pa všeč, sem bil zaljubljen. Ampak se je ona odločila, da sva začela in končala. A resno? Ja. In kaj ste kaj doživela, koliko dolgo je to trajalo? Ne, 2 dni, po moje. Pač. Mislim, ni full trial, no? Tako bom rekel. Se pravi, ste bila nekako v... Ker sva bila v vrtu, Georg, mislim, ne, kaj si? Redu. Ja, okay. Jaz sem pa mislil, da ne bom nikoli v tej stvari briliral. Tako kot zdaj. Konstantno zaljubljen. Hočem reči, ker sem bil v vrtu, ne, pa me je enkrat učiteljica, vzgojiteljica je bila in smo... That explains a lot. Pač zamudil sem ali nekaj je bilo in se spomnim zelo... In potem je vzela ravnilo. Ne, sorry pa. Ne gre v te vode, že. Čeprav bi bilo fajn, ampak ne gre v te vode. To spoštujem, da saj rečeš. Da saj, okay. Naprej, sorry. Okay. No, v glavnem. In sem prišel, ne, in me je bila vseeno vesela, ker sem zadnji prišel čist moker sem bil in pa me je dvignila tako... Ta detajl je... Ja. Zakaj pa? Tako, moško. Ker si... Sem prišel vrtec noter... Ja, si imel žleze 42-letnika že takrat. Ja, imel. Ja, okay. Ali sem bil tako? Ne vem, v glavnem, z ene strani nisem pretekel. Kdo je pa unka Švica? Georg, pusti. Ja, okay. Dež je padel, sem rekel. In me je prijela in me je dvignila in me je kušnila tako, ampak ker jaz sem imel seveda takrat manjšo glavo, kot jo imam zdaj. Ne? Jaz sem bil otrok. Ne, nisem bil... In mi je dala lupčko. Ne, ona je imela veliko glavo in velike usnice. Jaz sem imel pa malo, ne, in ki mi je lupčka dala, ne, mi je tako name, da me je zaslinila čez nos in čez usta in vse. In jaz sem... Vi ste plačali to? Jaz resnično zgodbo govorim. Ja. Veš, da ne dvomim. Ne dvomim. No, ker kdo si to zmislil? Tudi za šalo. Pa se ni nič smešnega. Se za to pravim. Ne, pa se tako, ok. In mi da lupčka. A to je bil lupček ali je bila... Sliš se tako. Poslinila me. V glavnem. Ja. In jaz sem bil tiste sline in to. In meni gre v tistem takoj na bruhanje. In do konc dneva sem jaz haltu tišču dol. In sem rekel, o moj bog, v te vode pa sem kolnem šel. Res. In zato si samski. Ne, to nima veze s tem. Aha, pa sem to že absolviral in ponotranil. Ja. In zdaj jaz to delam ljudem. Ne, se ne. A si nekaj preveč povedal. Okay, no, v glavnem, kakorkoli že. To je bila moja ljubezen, ja, z vrtca. Za razliko od tvoje. Midva nisva hodila. Tako da... Midva sta malo več, ko hodila. Ti si imel lepšo. Jaz sem se pa moje za roke držal. Mislim, da to je bil... Ja, pač to, če si jajčko. Ampak glej. Kaj pa to pomeni? Ne, to pač dražam te. No. Jaz ne vem, kaj to pomeni. Kaj pomeni, če si jajčko? Če si jajčko. Jajčko, če sem. Jajčko. Ja, jajčko. Ne vem, kaj to pomeni. Ne poznaš izraza jajčko. Ne. Kdo pozna izraz jajčko? Izraz jajčko, no. Jože, to si slišal že 100-krat. Ne, ni. Jajčko. Razlož. Jajčko pomeni mehka cura, no, jajčko. Jajčko. Ne, ni to kakšen gay reference, ne v smislu. Nekaj to me on zmer krega, če sem kaj bolj kosmat ali pa to, če se šalim na bolj edgy način. To nima veze s tem. Jajčko si reva, no. Aha, mevža. Ja, mevža, bravo, okay. Lej. Pa spok nima pižame zraven, pa je prišel do mevža. Pa je prišel do izraza mevža. Jaz ne vem, kaj je tole. Še kaj v ljubezni? Ja, no, kako se je pa naprej razvil? Kako se je pa naprej razvil, pol si začel dlje hoditi? Dlje hoditi? Kot otrok, pa to, ja. Kot otrok?
Mislim, od vrtca še kam dlje, kot sem do avta. Ali do kje sta hodila sprejšnjo? Ne, pol sem bil še osnovni, kaj zaljubljen, ne. Sem tam nič nikoli bilo. Ker sem bil že takrat 1,90 m, pa gangli. Aha. Na eni točki sem imel eno nogo daljšo od druge. Kar je že resnica. Pri 12 sem imel, leva je bila daljša kot desna, ker so mi kosti prehitro rasle in mišice niso dohajale. In sem, to ne vem, zakaj to razlagam, ampak meni ni hodil biti z mano v osnovni šoli. No. Tako bom rekel. Sploh mi ne nič reči, sam ja, okay. Self-roast, Ja. auto-roast. Ja. Cool. Ja. V srednji sem pa imel prijateljice. Si imel pa prijateljice? Ja. Kaj pomeni prijateljice? Da nisem nikoli zares hodil. Družil sem se. Družil sem se. Ja. A ja, v katerih področjih? Mislim, kje? A je bilo to kakšno skrivno, je bil to kakšen skrivn prostor v avtu? Ne, mislim, še na koncu na avto. Še na koncu? Srednje šole sem imel avto. V smislu, da je konc ljubezenskega razmerja. Ali imaš žensko, ali imaš avto, v smislu, da je to pri tebi. Pa tudi moj prvi avto je bil Opel Corsa. Super. Ja. Cool. Kaj pa ti? Jaz imam pa še eno embarrassing zadevo. Ja. Pa zdaj eno tudi kolegica Pol, ki je hodila družinski prijatelji, pa smo bili tudi, pač to je bilo kmalu po tistem, ki me je ona... Kaj te je kdo? Ja, kmal po čemu? Ki me je zaslinila po A ja, kmal po uniži. Razumem. Okay. No, in smo gledali te filme, ne? Mislim, da je bil takrat Basic Instinct ali kaj je bilo. Pa je ta prijateljica moja, takrat smo bili pri nas doma, je rekla, če gre seksati. Koliko si bil star? Dajmo sam napreden. Koliko si bil star? Kmalo po vrtcu. Koliko si bil star? Tam nek. Reč več. Več kot tam nek. Okay. Pa sem pa jaz rekel, ne. Unih 16 sekund pa imam. Ne, okay, sorry. Pač, come on. Ja, ne vem. Roko te preštudiral 16 sekund. V glavnem sem rekel, ni problema. Ja. Pol pa sva šla v garažo in tam sem rekel, zdaj se pa tle ureš in se ulegla na hrbet. Pa sem dal majico dol, aj to preveč grozno, če govorim. Ne, pa smo bili otroci. Doesn't matter. In sem mi dal dol. Jaz bi sam, polka bojo odvetniki. Ne, nisem imena povedal. Tomič je bil tiho. V glavnem, pa sem začel tam neki po trebuhu. Ne to delati. Moram reči, zmer sem imel te namige bioenergetske. Ampak, da bi na nek način ugodil. Po trebuhu? Ja, po trebuhu. Pa je rekla, v redu, pa sem začel pa... No, pa sem začel pa z usti. Ne, to je to. To je kompliment. To je kot v redu. Thanks. V redu. Tako je bilo. Lahko bi bilo hujš. V redu. Lahko bi bilo hujš. Okay. In pa sem začel pa še z usti. Ampak to mi ni pasal, sem rekel, ko je kuras, ne vem, če se umila. Pa sem rekel, zdaj greva pa midva ven. In sva šla bedaka neumna, ven na travnik, malo stran od posestva in takole... Ne, to je pa zdaj smešno. Ja. Pa sem pa rekel, nič, dej hlače dol, ampak sva stala. In ona da hlače dol in jaz sem dal hlače dol in sem pač šel proti njej. Face to face. Ne. Razplet. Okej. Ker sva pri Anžetu in jaz midžete oponašam, ker ne more vrat odpet, se zgraža. Zdaj pa to, for a laugh, for a cheap laugh, jaz pa tega ne smem pri tebi narediti. Ja. A lahko imam kontrašalo, a lahko imam... Se še ni konc. Glede na to, da sem tebe oponašal, ne? To pa nisem bil jaz. Mongoloiden pa nisem, sorry. Prosim. Kakorkoli že. In pa smo se začela približevati, jaz pač z orodjem, ona stala. Z orodjem? No, v redu, pretiravam, no, v redu, ne. Auspuh je bil. Pretiravam, no. V glavnem. Tako pa še zmer. No, v glavnem.
In v momentu, roke gor, v momentu, ko sem se ji približil, poudarjam, sred noči na travniku pri hiši. A po noči, to nismo vedeli. Ja, po noči to bilo, zvečer. Se je zdaj hlače dol, se je svetel. Imam pa res halo. V glavnem, v tistem momentu pa blicne na vso moč pred hišo, je bila pa babica, naj jo pa slikala. In jaz do danes nisem, presežem, in jaz do danes nisem te slike najdel, ko gledamo albume pa to, po moje je nekam skrila, vkolikor je sploh ratala, da je tisti flash nas ujel, ker smo bila kar daleč. Sam ful se je zabliskal. Lahko se je sam silhueta videla. Možno, možno. Dve postavi pa orodje. Ne. To bi... Kaj dela ta toolshed? No, smo malo hudomušni, ne? Ampak jaz sem... To bi pisali pod sliko v galeriji. Silhueti in orodje. No, Salzburg, 1900. Kakorkoli, jaz v tistem, ki se je zabliskal, sem rekel, dej skri se, in sva se skrila dol. In pa sem se ozrl. Tako ideš flešo, drugač. Kaj? Tako ideš flešo. Ja ne, sam če se v travo vležeš, te ne more več ujeti. Razen orodja. V glavnem to je ta zgodba moja. Jaz sem take radikalne ljubezenske. Ti imaš bolj nedolžne. Ti si tako, ti si everyday man's lover. Everyday lover. Every man's lover. Ne. Nisem hotel to reči. Yeah. Ne, every man's lover. Yeah. Lahko tudi, ne vem. Mogoče te kdaj to zanima, ampak te bo zanimalo. Pa se boš za to od naju dveh, recimo, koga, če nič ne bi vedel, pa sam slika mene pa njega, ne, za koga bi prej rekel, da ga je kaj tazga zanimalo? Iskreno. Da ga kaj zanima? Every man's lover. Every man... Ja. Every man... Ja. Kar ni nič slabo. Ne. Kar nič, ne. Equal, if anything. No, kakorkoli, imaš tudi Every Man's Library, ameriška čudovita izdaja knjig. Nisem mislil to s tem, ko sem povedal. Glavna tema. A greva še kaj o ljubezni? Ja, to pa ti povej. Zdaj si pa pač odrasel moški, ja, na poti. Teh stvari pa jaz nimam vseb, ki jih imate vi, pa Jože Rubežnik, pa ostali... Kaj imamo vse? Kaj se dogaja? Imate vse, da ste, kako bi rekel, dozoreli in odrasli in Dajmo se strinjati s tem. Ja, ne, pač. Dajmo se sa. Jaz kar poča. Meni je všeč, da je to posnet. Live pod kontrolo, no, ja, hočem reči. Ja. Ti ga pa nimaš, wild pa to, ne. Jep, baby. Včeraj sem gledal. No, slabo, no ne. Ne, kaj je smešno, pa sem se nas spomnil. Ne, nas se spomnil. James Bond. Ne, ker to zgleda, da on te stvari pripravlja. On to ne pripravlja. Ker to je zdaj za mikrofonom pred vsem, pa zgleda, da je to on imel joke pripravljen, ker bo nekaj Bonda pa sebe ofural. On to v privat life dela. Mi sediva na pijači in se to zgodi. Mi ne verjame, da ni tako živo. Je, tak je uživo. Sorry, povej naprej. Glavnem, The Man with the Golden Gun, pa ki pride Bond na začetku. Pride Bond na začetku pa reče, kdo bi metek, ne z 007, ki ga je Skaramenga poslal, pa reče Bond Emu, who would want me dead? Pa začne M naštevati. Vsi možje, ne vem, koliko je že, pa sem sebe nekako videl. Ne, pač našteva, ne, pač kar opisuje njegov divji life. Poanta telih 3 minut zdaj je bilo, jaz sem James Bond. Ne, no, sem pač spomnil me tako, pač za razliko od tega, če nadaljujem iz tega, ker sem rekel, da imate life pod kontrolo, ne, jaz pa nimam. Okay. To vemo. Smo te že rešvali. Ni važno, to pa ne bomo razlagali. Glavnem. Ne bi tega razložil. Ne. Zdaj gremo pa, zdaj bomo dejansko šli na... Ugan, kaj pijem. Da, dejte... Ni šampanc. Zdaj pa hočem, da nekaj vidite, dame in gospodje. Izraz, ki ga Anže naredi, ker to niste mogli videti, ker ste poslušali podcast. Čak sam na točmi, ker sem res malo bolan. A ja, ne, to ti ne dam pol. Ja, boš... Ja. Izraz, kaj je res malo germophob. Ki ga Anže naredi. Prej sva drugače lulala tam le zunaj. Sam povem, a je res ali ni res? Ker si ni upal, ker je bilo par ljudi že tam.
Ne morem verjeti, da ste to likar povedali. Ja. In so šla čez una vrata in so scala en drevo tam. In so okoli so bloki, Pa nismo tu pisali. fleša pa nisva videla. Tako da, to pa lahko rečem. Ja. Kaj si mogel pa to povedati? Ja. Posebej pa ful bav, da se je poscal po ščevljih in odpršel, pa je videl, da je ok. Opazovalnica! Hell, man. To pa zdaj ni bilo v redu. Ok, Ja. dame in gospodje, zdaj ste povedali, kakšen izraz naredi Anže Tomič, ki naredi požirk Earl Grey. Ne, pa zdaj ne bo, res ne bom fej, ampak na zadnje sem ga res tam pil, ker so ga Ta tam je zelo močen in je od, bom povedal, kjer je. Gre za, gre seveda, joj, ki se nam spomnil, Da pa tega ne veš. Higgins. Higgins. To še jaz poznam. To je, Ne, pa se zgleda, da ga me to res ogavno. Res mi je ogavno. Ti je res to ogavno? Ja, res mi je ogavno. ok, še eno stvar moramo razčistiti, ker smo že pri ja, ogavnih stvareh. Ker smo že tukaj in ker imamo možnost arbitražnega sodišča, bi rad, da danes ljudje povohajo zadevo, pripravek, A zdaj mora Ki se imenuje- čakati. ki se... O, smrdi to. Ne. Če komu smrdi, nekaj gre, by the way. Pa naj publika pove, No, lej, ne zdaj to kroži, pa mu na koncu vprašal. Razumeš, zdaj ne to gre naokol, ker lahko gre dejansko, bo pač krožil, pa mu na koncu rekel. poglej te navdušene Pizda si obraze. na šprico, da sta res. Poglej te navdušene obraze. Ne, ja, Ne, nič, ja, dva skimata. Počakaj, da prije naokol. Počakaj, da gre naokol. ja. Mi da naslednjič bomo napisala, če bo kdaj naslednjič dvomim. Ja ali ne? Napisala je to interaktivna predstava. Ja ali ne? Ja, jaz sem mislil, ne gre naokol. Creed Green Irish Tweet. Ja. To je nekaj, kar Anže tudi tako smrdi. Ja. On jo prodaja, je to konstantno George Clooney. Ne George Clooney, to je tudi kdo drug kot George Clooney. Kot na primer. To je bilo narejeno, ker George Clooney še ideja ni bil. Ja, Ne vem, kaj. to Okay. je precious juice. Kaj Okay. pravi publika? Verdict. Čakaj, da prije do gor, bomo pol. Vsi so za. Amben že 3 vrste so povohale. Ja. A zdaj vidite, koliko sem midva pripravil, a se voha do gor, ne, ta gaba stari. Tiši, ne? Ne, bomo roke dvigovali, čakaj. Okay. Močanje je milo rečeno. No, mogoče sem mal preveč na šprico. No. To imajo strici. Okay. V glavnem. Zdaj, Anže, tu me moški. okay, zdaj gremo pa na ne biti weird. Kdo ima Mike pa to? Aha, zdaj pa odpiramo glavna tema. Ne, to so že zdaj. Ja, zdaj evo, gremo na publika Q&A. Tako, zdaj se pa odpre divja debata. Dvignite, pa lahko Mike do vas pride, pa lahko nekaj vprašate, ne biti weird, in lahko nekaj vprašate, in en ima palco, mogoče, Sem ne streljal. zakaj imaš slabo. Zakaj? Bravo. To je pa prilika za to. A če bomo naredili to na koncu? Dajmo najprej vprašanje, ostalo pa bomo s tem zaključili. Zdaj bomo pa videli. Vabim ga že 3 leta na golf, nikoli ni bilo. Bomo pa patali. Boš pa pokazal, da ti ni všeč Earl Grey, da ti ni všeč Green Irish Tweet, pa da ne znaš golfa igrati. Vprašanja, opening now. Shoot. Shoot. A bi kdo, eden mora nekaj vprašati. Ne bi vprašanje. prosim, To hočemo. Sam nekaj v spuščajih. Kater čaj priporoča za une, ki so mlajše od 16 let? Mene je zdaj, mene ima strah ratal. Ok, no.
Definiraj mlajši od 16 let. To je bil odgovor na to vprašanje. Prosim, naj še kdo roko dvigne. Ne, hočem reči, Ja. D. Higgins, izbor vseh čajev, za vse starosti. Ja. Okay. Ne vem, je to dobro ali ne. A ima še kdo kakšno vprašanje? Ja, naslednje vprašanje, 3-4 zdaj. Ne smemo imeti te slovenske scene, kam bi ne upal Ne, pa se vprašati. ne, mogoče pa nič ne zanima. Ja. Pa vas kaj zanima, kaj priporočimo v zvezi z lifestylom, v zvezi z Ljubeznijo. Držijo, roke držijo gor. Aha, okay. Otroci sicer, ampak še enkrat pod 16. Oh. Dobro. Dajmo odpreti to debato, naj steče sok. Jaz sem vprašanje za Godlerja. Ja. S katero iz kraljeve družine bi se poročil, če bi se lahko? Vsaka čast. Good question. Jaz vem drugače odgovor na to vprašanje. Camilla Parker Bowles. Zakaj kimaš to? Okay. She's taken. Zdaj bomo kleni 2 ure. Ne. Vem odgovor na to vprašanje. Ja. Z pokojno sestro od kraljice. To je bila pa face ženska, proučena je bila z Snowdenom, fotografom. s fotografom Snowdenom Ja. in zdaj bojo v 3. sezoni serije The Crown bojo uničili tole, bojo to krasno igralko, kako je že ime, kako je že ime te, ki igra, ne, to, ki igra kraljičino sestro. Ne bomo vedeli, pet naprej. Zdaj je tudi v eni gledališki igri igrala v National Theatru, jo bojo skinili in bojo dali igrati žensko, ki pa jaz žive videti ne morem. To je pa, kaj je ta od Tima Burtona, no? Še imena si ne morem. Helena Bonham Carter. Točen ta. To bo pogrom. To ne bo v redu. Revolt. Ne, res, ja. To pomeni, da boš ti napisal mail Netflixu. Ne. Kaj ste? Ne, dajmo Kaj imaš vsi pa proti poslati mail. Heleni Bonham Carter? Ni, taka ščurkasta ženska je zajedljiva. Zame ni dobra igralka, ok, imam lahko okus. Mislim, imam lahko mnenje. Ja. Okus. A bo še kdo roka dvignil? Ja, še ena roka. Še tam gore, odlično. Vprašanje Hvala, naslednje. ker rešujete ta segment, ki smo mislili, da bo drugače potekal. Hvala. Jaz sem mislila, Jure, da si ti človek pogrebov in kronan. Ja. Se sem. Zvesta poslušalka sem se. Hvala lepa, ja, to je pa res. To je bila pa enkrat tema najne opazovalnice. Sem človek pogrebov in kronan. Ja, ker sem kritiziral, nisem maral te poroke tega bogega Harryja. Bogega zakaj? Ma zato, ker pač tako kot vsega lahko obrne na ženska. Ne, pa To zdaj je normalno. Pa to je... Ja. Ne moreš mem, Ja, ne. ne moreš, ne. Ne. A vi veste, koliko se mi da, to zdaj lahko leto povem, ker mi je všeč, da so ljudje, da ne bom sam razlagal v podkastu. Une slike, ki na koncu pridajo ne, na spletni strani, kjer se pač sva mi dva gor, ker je tako življenje, ne, koliko teh slik je treba posneti. Zgleda pa vedno tako. Da je on zadovoljen. Zgleda pa vedno tako. In se vidno senič, reče dio, adio. Okay. Ja. Ja. In pol ima pa zmeram. Pa se Ja. pa pogleda, Ja. pa odprte oči, pa vse, pa ni, pa mu eden pramen neki, ne, še enkrat. A veš, odkje je ta en pramen? A speck of hair dangling on his forehead. Veš, iz kje je to? Ne. Superman. Ian Fleming. Superman. James Bond. James Bond likov v romanih je imel a speck of hair takole. Kot Superman. Pri Supermanu 100-krat. Sam pa Supermanu je S, ne. Pa nima z las S narejen, pač sem na... Ne, iz las ima S narejen. Superman ima Nima iz las S S. narejen. Prijatelji, to moš li pa gledati. A to ima v obliki S. Ja, Ne. ima, Christopher Reeve ima S. Da ima ustavo napisano z las na glavo. Ne, Ni res tako. Pa če ima sam takole, no. ne, dejansko je S, no. S. Ja. A veš, kot to Zemlja debilno strani- zgleda, kot da bi bil Ja. res S. Ja, sorry, ker te filmi so res vrhunec umetnosti. Ja. Ne, to pa ni res. To grem pa velik denar staviti, da ni res. Da ima Superman pramen las oblikovan v S. Ma. Pa ma. A je vse oblikovan? Ma, Je vse. ma, vse je. Jaz sem to neka karikatura. To ni...
Ne, saj. Christopher Reeve. Okay, a ima še kdo kakšno? Naslednje vprašanje. Ja, ima še kdo kakšno? Prosim. V redu, rešuj nas, me je to še. Pod 16. Imaj ja. A je v redu, da ženske nosijo metuljčka? Ja, odvisno kakšnega po kakšnem kontekstu. Bog ne dej lesenga. Tisti je za skurt. Pa lesene kravate, pa lesena očala. Ne, se lesena, lahko ste fan lesenih očal, nič ne rečem. Ampak sem ne pa... A jaz mislil, da ste nekaj vrgel. To je vprašanje. Ne, kaj tako naredim. Čak, ne, če je Mike, se posname. Mike. Ja, to bom zdaj kar not pustil. Kaj pa ima Godler proti mizarjem? Controversial. Jaz sem fan lesnih izdelkov, miz, stolov. Orodje. Ampak te leseni dodatki, ki so preživeli 100 let iz tekstila, to se mi pa ne zdi. Tako kot recimo danes, če vidite na kakšni TV oddaji ali pa kje, recimo, ko voditelje oblačijo, ne vem, sicer dost normalen styling, rekelc, hlače, komplet, mogoče kaj, rečejo, pri čevljih se bomo pa malo poigrali, bom imel pa superge. Ne. In to je produkt istega. Dajmo pa metuljček pa lesen. Jaz nimam lesenega metuljčka. Ne. Pejmo v Portorož. Ne, hočem reči. Pejmo po avtocesti ali pa po lokalni, če imamo kabrio, sem ne tak. Ne iti v Portorož čez Zagreb. My point. Kaj si klikal, povej? Noben ne ve, kaj si rekel. Kaj? Ne spreminjati nekaj, kar dela, to sem hotel reči. In zato greš po avtocesti. Ali pa po lokalni, če imaš kabrio. Ne pa čez Zagreb. Ne pa čez Zagreb v Portorož. In lesen metuljček je to bo pisal, Zagreb. Ko boš umrl, bo to na žalah. Tako. Ne id čez Zagreb v Portorož. Jure Godler. Tako. Zdaj pa mislim, da je čas za verdikt. Komu je... Čakaj, ampak res roke, je prišlo na okol. Je, zdaj pa mislim, Gaba. Gremo, roke bomo dvignili, da bo fair. Tako. Komu je všeč? Hvala lepa. Čak, samo ne, ploj. Komu ni všeč? A veš, to je... Ja, okej. Ne. Jaz praktično zdaj drugič nisem nobenega videl. Mogoče tam dva. Okay. Ampak že, zdaj pa... Mislim pa... Lahko jaz to sam že spet napovem, napreden greva na to, da sam razložim še enkrat. Vse vem, da zgledava pripravljena. Ne? Zdaj bo... Godler je že spet napisal... Ne. Ja. Jaz še enkrat, vsakič, jaz to prvič vidim. Iz tega v life res, to ni tako, da on meni ima nek Google Doc skupaj, ni. Tako da... Sledi četrti del, ker do zdaj smo imela trilogijo. To je pa četrti del, pa ne brati naprej. Znamenite, zdaj že kultne. Nekaj. Nič ni kultno. Under promise, over deliver. Ne, over promise, over deliver. Ja. I fixed it for you. Znamenite radijske igre The Duke of Salzburg and the rather peculiar, spectacularly daft and frightfully boorish commoner. Zdaj tako, bilo je rekel Anže par pritožb, zakaj pa v angleščini? Se strinjam, true. Zato je današnja igra ne samo v angleščini, ampak je en del noter tudi v nemščini. Tako da bo, recimo tizga, da bo uravnoteženo. Se ni težko. Se ni. Mislim, jaz sem imel 4 leta nemščine v srednji šoli. No. Wirtschaftswissenschaft. Še preveč. To je ekonomija. Zelo ni važno. Mislim, da bo več navdušenja, da to znam. Še preveč. Tako, začenja se četrti del igre. A to res nisem bral, res je nemščina. Tako, boš že videl, daj. Setting, the Duke's study. The Duke and the commoner mid-conversation. I say, listen, you, why are you dressed as a woman? Jesus
Jezus. Slabše, kot so ljudje. Am I? Yes. You're wearing a skirt. Your head is adorned with a rather tasteless plastic Chinese-made Halloween wig. Your lips shine in pure rouge and your bosom is considerably larger than it used to be. So yes, you are dressed as a woman. A rather ghastly, grotesque spectacle indeed. Well. No. I suppose I am. You could say I moved to. You could say I moved to the other side. The other side of what? Ist tak du willst. The other side of the spectrum. Ah, you're not making any sense. Hey, Duke. I'm a free woman. I have my rights. You are a man. Man, yes, but very feminine. The play suddenly changes to German for no apparent reason. Also, was machen wir jetzt? Jetzt tanzen wir. Was? Jesus. Also, bist du total durchgeknallt? Der Commoner fängt an zu tanzen. Los geht's, Duke. Tanz mit mir. Dieses Hörspiel hat keinen Sinn mehr. Ich bin eine Frau. Eine sehr schöne Frau. Presežem. Moi. Genug. Ich werde an diesem Unsinn nicht mehr teilnehmen, das sage ich dir. The play changes back to English. What? Don't you love me for who I really am? No, I don't even know what is happening in this play. Where are the good old days when we went pheasant shooting? The good old days we read Shakespeare until late at night when all we could hear were the sounds of crickets. And I'm not talking about Ian Botham. What happened to all the times when I was playing golf and you were just looking and admiring my technique? What happened to the rather peculiar, spectacularly daft and frightfully boorish commoner I used to love and adore? Duke. Psst. Come here. No, I'm not kissing you. Duke. Tripice. I'm in disguise. What? Yes, I'm trying to infiltrate the Jesus. I'm trying to infiltrate the fortress of the evil influencer. King Ian Mascarpone Sparrow. And I can't do it without a fitting disguise. Ah, I see. It all makes sense now. Well, I have a confession to make as well. I'm wearing a mask as well. No. Oh, yes, indeed. The Duke removes his mask only to reveal that he is, in fact, the internationally famous Italian porn star Rocco Siffredi. Oh, yes, baby, you're so beautiful. Let me see that ass. Oh. Get away from me. Oh, my God. Oh, my God. How old are you, baby? Where do you come from?
You nasty, You nasty. You nasty. Where you come from? Russia, Romania. Ooh. Spread that ass. Oh dear, help me. Res Why you cry? You're so beautiful. Rocco starts chasing the commoner. When he catches him, he takes advantage of him. The end. Ja, Ja, jaz ne vem. Ne vem. Okay. tako. To je to. No, da malo popestri še dramska igra. Tole snemanje podcasta, opazovalnica. Jaz resno, samo, kaj moram. Okay. Zdaj ni še konc, ampak bova zdaj dejansko povedala admin. Tako. Potem bo pa en razlog je zato, ker jaz tega res ne moremo zvočiti. Ta drugi razlog je pa, da so hotela nekaj za folk, ki je pršel narediti, bo Jure Godler dejansko nekaj zaigral. Ja, bom zaigral in skladal. Hočem povedati, ne. Najprej admin si rekel. Ja, od Džezere. Ta podcast, ja, ne vem, kako je z finančnim stanjem tega podcasta. Ta podcast je zastonj za vse, ki ste ga poslušali doma, za vse tukaj, ta flak. Hvala res, da ste prišli pod pri.si. To je admin, brez džeza, iskren, to, kot sem ga povedal. Ak sem ga kdaj na snemanju povedal tako resnobno kot zdaj. Ne. Tle se čuti moja ponižnost in to. Ja, se čuti. Nasedli so. Iskreno hvala, ker sploh nekaj podpirate, pa da ste prišli, ker so se danes res pogovarjali, da je malo weird, da... Ja, pač... Da kdo... A ne? Mreža aparatov se zelo težko reši pridevnika weird, ne? Ja, ampak pač ne, tako da iskrena hvala, to je bil tudi admin. Zdaj bom rekla adijo in pol vi ploskate, zato ker tudi not pustil, zato da jaz pa lahko fade naredim, ne? Na eni točki, pa bom pa jaz napovedal kolega, ki bo šel dejansko za klavir. Bom jaz zaigral. Ja. Hočem reči, ampak ne kanjata. Ja, to je to. Tako da najlepša hvala, ki ste prišli. To je, gremo reči, bila opazovalnica. Res ful hvala. Zdaj pa.